Lepo pozdravljeni. Občinski svet občine Krško je na seji potrdil osnutek odloka o določitvi območja predkupne pravice občine Krško za območje stavbnih zemljišč na Vidmu, natančneje na območju Vipapa. Glede na negotovo stanje v Vipapu želi občina za območje stavbnih zemljišč zagotoviti predkupno pravico. Predvsem zaradi tega, ker bi želeli, da bi v primeru, da bi Vipap zašel v pravzaprav nepremostljive težave in bi eventualno zglasil stečaj, v takem primeru bi želeli sodelovati kot neki predkupni kupec, se pravi predkupno pravico, da bi lahko pravzaprav s tem prostorom razpolagali in mu dali tako vsebino, ki gre za mestotorno vsebino. Kaj naj bi stalo na območju Vipapa, danes še ni povsem dorečeno. Načrtujemo pa, da bi bili tam poslovni prostori oziroma objekti s poslovnim namenom, tudi s stanovanjskim namenom, predvsem v enem delu, se pravi v vzhodnem delu. Potem razne druge zadeve, ki sodijo pač v neko naselje. Če pogledate Karije 12, to bi pravzaprav lahko bila kopija Karije 12, mogoče nekoliko manjša oziroma nižja, ampak vsekakor nekaj podobnega. Glede na to, da je to center mesta oziroma je postal center mesta, v zgodovini ni bil, se pričakuje, da bi občina to odkupila. Seveda je pa spet vprašanje cene, višine cene, kakšno bo Vipap postavil in potem, kako se bo tudi občina dogovorila z samim rušenjem vseh objektov, kar pa prinese zelo velike stroške. Sindikat družbe Vipap je skupaj s krovnim sindikalistom pred dobrima 2 tednoma v pisni izjavi za javnost pozval vodstvo občine Krško, da se aktivno vključi v reševanje nastale situacije in stori vse, kar je v njegovi moči, da v okviru svojih pristojnosti pri tem pomaga. S podobnim pozivom se je na občino Krško obrnilo tudi vodstvo Vipapa. Mi pravzaprav niti ne poznamo situacije, kakšna je, se pravi, koliko je znašajo njihovi dolgovi, koliko so podkapitalizirani. Skratka, zdaj trenutno poslujejo po insolventni zakonodaji, to pomeni, da so njihovi dolgovi večji od polovice kapitala oziroma tisti nestreljivi dolgovi, se pravi nelikvidnost. V glavnem situacija prav gotovo ni zavidljiva in brez velikega finančnega vložka pač ne bo možno nadaljevanje poslovanja. Sicer pa se je krški župan prejšnji teden sestal z vodstvom Vipapa. In sicer smo se pogovarjali predvsem zaradi našega sklepa, ki smo ga sprejeli na julijski seji, gre pa za razglasitev javnega dobra na območju čistilne naprave. Tukaj kakšnega posebnega soglasja nismo uspeli doseči, je pa tako, da smo se pa nekako dogovorili, da bomo še pogovarjali okrog višine nadomestila za stavbno zemljišče, kajti oni ne koristijo celotnega zemljišča kot stavbno zemljišče, ampak zaradi obsega delovanja podjetja je to koriščenje manjše. Krški občinski svet je hkrati potrdil tudi osnutek odloka o predkupni pravici na nepremičninah na območju nekdanjega Laboda. Ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti so po številnih mestih po Sloveniji zaprli nekatere ceste in jih prepustili pešcem in kolesarjem. Največ veselja pa so si privoščili otroci iz vrtcev in osnovnih šol, ki so se lahko na teh predelih prosto gibali in likovno ustvarjali. Poglejmo, kako je bilo na Vidmu v Krškem, kjer so zaprli del ceste 4. julija. V okviru Evropskega tedna mobilnosti so tradicionalni dan brez avtomobila obeležili tudi v Krškem, kjer so zaprli vzporedno cesto 4. julija in jo prepustili predšolskim otrokom in učencem. Ujeli smo jih pri ustvarjanju. Danes smo take stvari risali bolj z prometnosti za avte pa to. Avte, skiroje, pa rešilce, kolesa, pa vlake. Risali smo, pa klovna smo imeli, zdaj bomo šli pa na poligon. Najbolj mi je bilo všeč, ko je kloven prišel. Danes smo imeli klovna, najbolj mi je bilo pa všeč, ko se je dojenčeku, se mu je glava obrnila. Meni je bilo zelo všeč, ko je bil kloven, pa ko je delal balone. Meni je bilo pa najbolj všeč, ko je napihoval balone, pa ko je se vžgal, ko je jih nategnil. Dneva brez avtomobila so se tudi letos udeležili učenci osnovne šole Leskovec pri Krškem. Mi to načrtujemo že več dni, to ni samo danes. Otroke ozaveščamo o pomenu in o pomembnosti, da lahko kakšen korak naredijo tudi
brez avtomobila, da tudi svoje starše na to spodbujajo in danes se je recimo pokazalo, da je kar nekaj staršev prišlo z otroki peš in to nam je res veliko zadovoljstvo. Dan brez avtomobila je sicer priložnost za promocijo do človeka in okolja prijaznejših načinov mobilnosti, saj ljudi poziva k kolesarjenju in k hoji. Namenjen je predvsem ozaveščanju ljudi, kako bi izgledalo, če bi bila ulica zaprta skozi celo leto, kako bi se lahko družili, kako bi lahko na tem delu ulice hodili peš, neobremenjeno, se vozili s kolesom, otroci bi se mogoče poigrali, kaj narisali, kaj potelovadili. Da si nekako ljudje predstavljajo, da se bi dalo živeti tudi v mestu, v strogem centru z zaprtim delom ulice, da ne rabimo vse posod priti do vrat z avtomobilom. Dan brez avtomobila je tudi tokrat poskrbel, da so prebivalci in obiskovalci mestnih središč te vsaj en dan v letu doživeli brez motornega prometa, ki sicer praviloma kroji utrip ulic. Kako naj podeželje, ki nam zagotavlja hrano, domove, delovna mesta in bistvene ekosistemske storitve, ustvarimo bolj privlačno in dinamično? Kako učinkovito nasloviti vprašanja izseljevanja, staranja prebivalstva, mobilnosti, digitalne vrzeli med urbanimi in podeželskimi območji? Odgovore na ta in povezana vprašanja ponuja koncept pametnih vasi, ki se mu bodo posvetili udeleženci mednarodne konference Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo, ki bo v petek 1. oktobra od 9. do 17. ure potekala na gradu Reichenburg v Brestanici. Zanimive razprave boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na ePosavje TV in na naši Facebook strani. Članici Društva borilnih veščin Katana Globoko, Jedrt Jevševar in Maruša Rus sta na Evropskem kadetskem in mladinskem prvenstvu v kategoriji mladinskih ženskih parov v duo sistemu osvojili zlato medaljo. V Globokem so jima pripravili sprejem. Jedrt Jevševar in Maruša Rus sta na Evropskem prvenstvu v nemškem Maintalu stopili na najvišjo stopničko. Srebro so osvojile Belgike, bron pa je šel v roke domačinkam Nemkam. Zelo sem vesela, ponosna nase, ponosna na svojo partnerko. Prinaša neke spomine, ki jih ne bom nikoli pozabila. In neka nagrada za ves trud, samoodrekanje in delo. Mene je bilo zelo strah, zato ker 2 leti nismo trenirali, oziroma ni bilo tekem. Smo trenirali, ni bilo tekem. Drugače pa ja, konkurenca. Bile so mlajše punce, nismo jih poznali, zato mogoče naj je bilo tukaj strah bolj, ampak smo že po prvi tekmi videli, da smo v bistvu močnejše. Na njun uspeh so ponosni tako v klubu kot v samem kraju, kjer so s sprejemom proslavili medaljo najžlahtnejšega leska. To je eden vnovičnih velikih uspehov naših članov. Še posebej smo ponosni na to, ker je v bistvu to nam uspelo kljub tej epidemiji, težkim časom, težkim pogojem za trening, vendar dekleti sta pokazali, da sta iz pravega testa in sta na koncu zasluženo osvojili naslov evropskih mladinskih prvakinj. Ja, sem zelo ponosen in vesel, da so dosegli tak visok cilj. Letošnje Evropsko prvenstvo je zaradi vsem znanih razmer potekalo pod posebnimi varnostnimi pogoji in brez navijačev na tribunah. Ja, malo je nerodno. Mogoče, ker smo navajeni občinstva, da je nekdo navijal, tudi na primer del reprezentance ni smel biti v dvorani. Tako da, ja, malo je bilo nerodno. Sej sem jaz tudi prosila sred tekme, če lahko trenerji, ki so stali ob strani, navijajo za nas. Je pa res, da ker smo mala država, nimamo tako veliko navijačev kot nekatere večje države, tako da v tem pogledu imamo tukaj prednost. Ker ko kakšna večja država pripelje cel avtobus navijačev s seboj, priglasijo vse ostale. Dekleti bosta še eno leto mladinki, nato pa vstopata v člansko kategorijo. In glede na pretekle uspehe, saj sta bili kadetski evropski prvakinji že v letu 2018, pa svetovni podprvakinji med mladinkam v letu 2019, si prizadevamo, da bojo te lepe uspehe vlekle tudi v članski kategoriji naprej. Matici Vačič je nedavno znova osvojil naslov državnega prvaka. S spidvejistom, ki si zadnja leta nabira izkušnje v tujini, smo se pogovarjali o letošnji sezoni in stanju v tem športu.
Vrtic, nedavno ste potrdili naslov državnega prvaka. Ja, res je. V Nagih Halašev na Madžarskem sem potrdil drugi naslov državnega prvaka. Ja, to je samo dokazilo trdo delo, ki smo ga delali čez leta in vse skupaj se je poklopilo tudi v Nagih Halašev in ja, vesel sem, da smo osvojili in da imamo drugi naslov državnega prvaka, obranjenega. Kaj vam to pomeni osebno? Ja, sigurno, to je ena titula. Grem po Matejevih stopinjah, rad bi mogoče še kako zvezdico več dal. In ja, trdo bomo delali z ekipo še naprej, da osvojimo še in še naslov državnih prvakov. No, zdaj v zadnjem letu se niste izkazali le doma, ampak tudi v tujini. Nekaj časa ste že tam, skoraj 4 leta, ne? Tako je, ja. Moj prvi klub na Poljskem je bil v Poloniji Bydgoszcz. Tam sem začel vse skupaj na Poljskem, sem bil 3 leta njihov voznik. Letos sem pač prišel v drugo ligo, iz prve v drugo ligo smo prišli. Tako da sem podpisal za Wittstock, to je nemški klub, ki vozi v poljski ligi. In ja, vsekakor, sezona tudi 2021 je prišla k koncu, tako da pripravljamo se že počasi na sezono 2022. Kakšna je torej ocena letošnje sezone? Ja, tako bom rekel, na začetku sezone smo se še kar malo lovili s vsem skupaj agregati, ker bom tako rekel, no, lani smo dobili en kup novih agregatov in smo se čisto izgubili. Letos smo se spomladi še nekaj lovili, ogromno trenirali, testov smo naredili, tako da ja, tako bom rekel, no, sredina oziroma tale konec moje sezone bi lahko ocenil dober. Rezultati pa, tako kot sem rekel, lahko zmeri so boljši, no. Ne moram reči, da nisem zadovoljen sezono. Sezona je bila sigurno en veliki plus z rezultati, ampak vem pa, da je še veliko ogromno manevrskega prostora, ki ga lahko izkoristim, da bojo boljši rezultati. No, narava vašega športa je taka, da nenehno potujete in ravno ta konec tedna ste se vrnili nazaj v Slovenijo. Za vami je kar nekaj dirk, bili ste namreč, mislim, da 3 tedne odsotni. Ja, tako je, ja, to je naša panoga, selimo se iz dirkališča na dirkališče. Danes smo tukaj, jutri smo tam in tako bom rekel, ja, v tem res uživam, da se premikamo, ker vemo lani, kakšne so bile razmere s covidom. Bili smo 3 mesece skozi na Poljskem, ker se nismo smeli gibati, samo iz stadiona nazaj v stanovanje. In ja, letos bi lahko tako rekel, da prihajamo nazaj v tisto normalno stanje, ki smo ga bili vajeni pred korono. Ampak so vseeno te razmere, najbrž se kažejo še vedno. Ja, sigurno, videti so, upoštevamo jih sigurno, športniki še bolj, ker enostavno smo izpostavljeni. Veliko ljudi je, sploh množica na stadionu, gledamo, je čutiti, tudi med nami je videti, da merkamo en na drugega, ampak tako, kot sem omenil, vsaj vidite, dirke so in treningi potekajo normalno. No, letos ste zamenjali klub, zdaj ste v Lendavi. Iz Krškega ste se preselili torej v Lendavo in k tej odločitvi so botrovali tudi nekoliko slabši odnosi s krškim klubom. Ja, jaz bom tako rekel, jaz ne bi rekel, da so glih slabi odnosi. Zadeva je kompleksnejša in ja, primoren sem bil zamenjati klub v Lendavo. Kako sicer ocenjujete razmere v krškem speedwayu? Težko bom rekel, težko bom ocenil razmere, ker nisem tukaj, ne poznam zadevo in karkoli bom komentiral, bom težko kaj rekel, no. Kaj pa širše v slovenskem prostoru? Ja, tako bom rekel, kar se tiče speedwaya, se vidi, da smo zelo neprepoznavni, zelo malo je slišati o speedwayu. Vidi se, da je, ne vem, v enem motokrosu, ker imamo tima, veliko več posluha. In ja, tukaj bi mogli narediti en veliki korak naprej, veliko delati, ker tujina dela, ogromno dela, sploh na mladih, na prepoznavnosti in pol tukaj se vidi tudi ta ogromna razlika med tujino in nami. Recimo na Poljskem je speedway zelo priljubljen, morda si tega v Sloveniji niti ne moremo predstavljati, za kakšne razlike gre? Ja, tako kot sem omenil, ljudje so tam, vejo, kaj je speedway, greš v najmanjšo trgovino, te bojo prepoznali. Prepoznavnost je ogromno, tudi klubi delajo, da bi mladi bili voznikom več dajajo, pomagajo in zato tudi lažje uspevajo vozniki. Ja, tako bom rekel, sigurno treba mlade v to pripeljati, ker danes vemo, kako je
z mladino, telefoni in podobne stvari. Ja, treba pač ta šport moraš res začutiti, tukaj je en kup ogromnega dela, en kup odrekanja in enkrat, ko to res uživaš v tem, je pol to tone. Kako je videti vaš običajen dan, recimo, če se zdaj temu posvetiva, no? Oziroma, kako je videti običajna sobota speedwayista? Ja, pač če govoriva o soboti, da je dirka, govoriva, da je dirka zvečer. Zjutraj tam okoli 7, pol 8 se vstanem, naredim en rahel trening, potem je zajtrk, potem naredim še kako raztezanje oziroma vaje, počivanje, kako obrokeče in dirka. Torej, poln dan zapolnjen. Tako je. Kaj pa sicer? Kako pa sicer? Ja, tako bom rekel, čisto odvisno je, kako imam urnik. Zdaj, če je to še kakšna danska pozivna dirka med tednom, drugače pa ja, 2 treninga na dan delam. V primeru, da mi vreme dopušča, se sigurno še 2 do 3 na teden odpravim na motocross. Tako bom rekel, zelo malo prostega časa, tistega, ko pa je, pa preživim z družino, no. Imate morda kakšen hobi, se s čim ukvarjate, razen z motocrossom? Ne, to je moj hobi, bom tako rekel, no. Rad uživam, motorje sem zaljubljen in to delam z užitkom in tisti čas, ko ga imam prostega, ko vem, da je prost, ga vložim v motorje, ker če ne boš delal, ne v nič, ne. Speedwayem živite že od malega, s tem športom se je ukvarjal tudi vaš oče, a vas je on navdušil nad tem športom? Ja, sigurno lahko rečem, da je bil pripomogel k tem. Od malih nog me je s seboj vzel na trening, na dirko. Potem pa srednja šola, stadion je bil preblizu srednje šole in pot je peljala dol in vse skupaj so danes pripeljali tukaj, ko sem, no. Moj vzornik je bil, oziroma je še vedno Emil Sejfudinov. Grem, probam čim več potegniti iz njih, tako bom rekel, ne samo od njega, od vseh dobrih voznikov. Gledam posnetke, učim se, vsak nasvet, sploh gor, ker večino časa preživim na Poljskem. Vsak nasvet, kjer mi dajo vozniki, ga vzamem, ga spravim in to probam koristiti na stezi. Kaj vas še čaka v naslednjem obdobju oziroma kakšni so načrti za prihodnost? Ja, zdaj me čakajo še, v dogovoru sem za 3 oziroma 4 dirke. To se bo razvilo vse v tem tednu, če bom potrdil. Potem pa ja, iskanje kluba oziroma za leto 2022, potem kak teden premora in pa seveda kondicijski treningi v zimo. Tako da upam, da se čim bolj preštimamo na novo sezono in da pridemo v 2022 preštimani še bolj, kot smo letos prišli. Ja, na koncu bi se pa rad zahvalil vsem mojim navijačem, ki me podpirate, sponzorjem, da mi pomagate, da lahko dirkam in pa seveda družini, ki mi stoji 24 ur na dan ob strani. Poglejmo še na splet. To so najbolj brane novice minulega tedna na našem spletnem portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, to je vse, kar smo pripravili za ta teden. Hvala za pozornost in nasvidenje čez teden dni.